Komisija za preprečevanje korupcije je končala preiskavo zoper predsednika vlade Roberta Goloba v zvezi z domnevnim vmešavanjem v delo policije, zaradi česar ga je prijavila nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar. Senat KPK-ja je Golobu že vročil osnutek ugotovitev. Premierjev odvetnik Stojan Zdolšek je prejem osnutka potrdil in povedal, da sta s premierjem nanj že odgovorila. Tadeja Anžlovar, ali je že znano, kaj je ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije? Ja, na to bomo morali, kot kaže, še malo počakati. Ugotovitev namreč ne razkrivata ne KPK, ne premierjev odvetnik Zdolšek. Poleg tega je KPK izdala šele osnutek ugotovitev, ne pa tudi sprejela končne odločitve glede tega, ali je predsednik vlade kršil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ko je politično pritiskal na policijo. No, KPK bo zdaj preučila premierjev odgovor na ugotovitve in šele potem izdala oziroma sprejela končno odločitev. Lahko pa še vedno postopek ustavi, če so seveda premierjevi argumenti dovolj prepričljivi. A zanimivo je že to, da je KPK v tej fazi preiskavo končala z izdajo osnutka ugotovitev. Lahko bi namreč postopek že ustavila, zaradi česar obstaja verjetnost, da je premier kršil integriteto. No, zgovorno je tudi to, da Golobov odvetnik Zdolšek pričakuje, da KPK ne bo izdala ugotovitev o konkretnem primeru, ker da bi s tem kršila zakonodajo. Tadeja, v javnosti še zmeraj odmeva predčasen odhod namestnika predsednika KPK-ja Davida Lapornika, ki ga je vlada imenovala za državnega tožilca. Tako je. Lapornik je namreč eden od dveh ključnih članov senata v preiskavi zoper premierja Roberta Goloba. Zdaj pa je bil imenovan za državnega tožilca, te pa imenuje vlada, torej tudi Robert Golob. Lapornik je sicer zanikal povezavo med primerom in njegovim odhodom med tožilce, saj da razpis vodi državno-tožilski svet, vlada pa izbrane tožilce samo potrdi. Toliko za zdaj. Hvala lepa.